mogoče za en primer, zakaj se nam zdi to tako pomembno, če zdajle nekdo poseje to koruzo, ki je na sortni listi, MON 810, na evropski sortni listi, mi nimamo, država Slovenija nima nobenega pravnega urodja, da bi kakorkoli to regulirala, da če bi prišlo do, recimo, da je ekološki kmet v bližini ali drug kmet, ki ne želi ali pa celo ne sme imeti GSO ali pa uporabljati GSO pri pridelavi, ne. Prvič, sploh se ne bo vedlo, kje je, če bi imeli zakon, bi bilo predpisano pač register, ne, gojitelj je obvezen, ne bi se vedlo, kje je, pojavilo bi se to potem v pridelku, na poljih, tak kmet bi imel škodo in to zelo veliko škodo, dvojno, ena bi bila ekonomska, ker bi izgubil s tem v svoj pridelek. Predstavljamo si, da se to zgodi v Prekmurju, kjer imajo recimo 270 hektarov ima nekdo ekoloških zemljišč, kjer ima trg zagotovljen za ekološko koruzo in to pomeni, da takemu človeku ne samo, da mu gre tista letina, ampak mu gre tudi na nek način zaupanje trga, ki si ga je ustvaril z dobrim delom do sedaj in kdo bo za to odgovarjal. Se pravi, to je absolutno nujno, da se zdajle nekaj zelo hitro zgodi. Mogoče samo še to omenim, Madžarska je bila prej omenjena, madžarski minister je zdajle približno pred 2 tedni je ravno to poudaril, da morajo zelo biti previdni, da ohranijo ta moratorij, ker pravijo, da Madžarska si je ustvarila velik ugled ravno zaradi tega svojega moratorija in tudi zaupajo posebej njihovim ekološkim izdelkom. Na trgu so zelo cenjeni, na evropskem skupnem trgu, zaradi tega, ker vejo, da Madžari imajo moratorij. Se pravi, še en ekonomski argument.